Kaj si pomislil najprej, ko si slišal za idejo? Mi da točno vemo, kaj sem Ne, povej iskreno. Rekel sem mu, jaz mislim, da si butl, ampak seveda bom pomagal kakorkoli lahko. Jaz nimam rad tega koncepta nekega ultra teka, pa vse to je meni vse ekstremno, ampak koliko že poznam Vida, teh par let, vem, da je to njegov način življenja in da ima rad, sicer take ekstreme še ni šel in se tudi ne moreš iti, ker več bi se po neki drugi projekt zbral, ne? Če bi že šel to. Ampak, ja, mislim, da je to zelo, pa ne samo lepa gesta, mislim, da je to nekako, tako je sam povedal na začetku, filozofija celotne Proelium agencije in zavoda se združi v ta en projekt, kjer nekako bo Vid kot sicer rekreativni športnik dejansko se probal poslužiti vseh teh stvari, ki se jih uči v športni akademiji. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena različica našega dnevnega podcasta, ki ga pridno poslušate zadnje tedne, na srečo ali pa na žalost nekaterih nekoliko manj politike, in tokrat ponujamo nekaj več športa, pa hkrati dobrodelnosti, morda tudi kakšno politično vprašanje, ampak vseeno sem probal tega izogniti, morda celo kakšno kviz vprašanje. Kmalu izveste, zakaj, še vabilo, posledite ta podcast na vseh platformah, ki ponujajo podcaste, zato da boste dobili notification, ko izide naslednja epizoda, komentirajte ga, predlagajte goste, predlagajte teme in hkrati obljubljam kmalu spet kakšna politična tema, bolj na hard, ker verjamem, da je tudi naš Matija Stepišnik že v nizkem štartu. Ampak ja, kot sem dejal, tokrat malo bolj športno obarvano, Vid Štuhec in Ivan Trajković sta v moji družbi, oba iz agencije Proelium, športne agencije Proelium in oba nekako obraza dobrodelne akcije, ki se obeta v naslednjih tednih. Vid, predstavi nam, kakšen izziv si zadal, naj bo to težka naloga zdaj, tokrat, torej, da predstaviš, ker tisto najtežje pa šele prihaja za tebe. Dobro jutro, Miha. In dobro jutro vsem. Najprej najlepša hvala za vabilo, vsem v studio na Večer. Ja, v bistvu, zadal sem si kar en fizičen in mentalni podvig, bom rekel, in sicer pretekal bom Slovenijo iz Goričkega v Piran med 4. in 7. majem. Ne gre pa v bistvu za mojo zgodbo oziroma zgolj za zgodbo tega teka čez Slovenijo, gre v bistvu za dobrodelni namen. In sicer želimo z samo aktivacijo, ki je tudi zelo kompleksna, ki bomo šli tudi potem malo bolj v drobovje, verjetno tekom pogovora, v bistvu olajšati in izenačiti dostop do športa za mlade. Torej, specifično se ukvarjamo v športni agenciji Proelium in Mastercard športni akademiji zdaj že vrsto let za podporo športnikom, tako vrhunskim kot mladim oziroma otrokom na začetku športne poti. In smo skozi leta, zdaj v bistvu bo že 7. leto oziroma 7. sezona Mastercard športne akademije, nabrali že kar nekaj alumnijev, torej posameznikov, mladih športnikov, ki so res izstopali in bi si zaslužili tudi individualno delo. Torej, znotraj Mastercard športne akademije delamo z njimi skupinsko. Vsako leto torej spremljamo 25 do 35 mladih športnikov iz najrazličnejših športov v Sloveniji. In z njimi delamo na različnih stebrih, torej identificirali smo 7 stebrov, ključnih za razvoj mladega športnika, govorimo torej o športni psihologiji, športni prehrani, treniranju, fizioterapiji, nazadnje tudi prvih intervjujih, povezovanju z gospodarstvom, prvi sponzorji in tako naprej. No in tukaj dobijo to neko splošno znanje, ne. Zdaj pa je v bistvu smo identificirali, da je čas, da naredimo torej ta naslednji korak, individualno delo z mladimi športniki, nam pa seveda v agenciji in akademiji manjka kapital za v bistvu ukvarjanje z njimi individualno, ne. Pomeni tako časovni kot osebe, ki bi se lahko s tem konkretno ukvarjale. In smo v lanskem letu v bistvu prišli na idejo, da ustanovimo Zavod za šport Pro, ki pa se bo ukvarjal specifično s tem. Potrebovali smo potem nek flagship projekt, lahko rečemo, torej nekaj, kaj bo v bistvu izpostavilo zadevo, nam dalo neko medijsko pozornost. In potem je ta moja lastna afiniteta k nekim vzdržljivostnim športom in podobnim zadevam. In sem lani prišel na idejo, da bi pretekel Slovenijo. Čisto tako, po eni tekmi trail runa sem pač prišel v cilj bil
še nam je rekel svež, ampak še imel nekaj moči po 50 km in sem mislil, zakaj ne bi šel naslednjo leto pa neko 100, iz tega se je potem razvila ideja, da pa mogoče to povežemo z neko dobrodelno noto, pa naredimo tak projekt, ki bo v bistvu imel neki večji učinek, to pa samo moje zadovoljstvo ali pa razočaranje, če bi mi ali pa ne bi uspelo. Ne. Zdaj pa z tega je pa razvila se kar obsežna zgodba, torej zraven teka, ki bo torej potekal v 4 etapah. Bomo imeli tudi še aktivacijske dogodke po Sloveniji, kjer bodo ljudje lahko tekli skupaj, lahko bodo v bistvu tekli tudi kjerkoli in vpisovali kilometre na spletno stran, tako da je res kar obsežna stvar nastala iz tega. In vsak kilometer šteje. Ivan, koliko boš pretekel ti? Ne, seveda imaš da ja. do tam 5 pa 10 tek imam. Jaz pa tek si nismo glih na ti, čeprav sem ga moral ogromno prakticirati skozi svojo kariero, pa še zdaj ga moram, ampak da ga sovražim, pa ga zelo sovražim. Ja. Nismo s tekom za rekreacijo. Ja, enkrat, ko bom čisto zaključil, teka v mojem programu več ne bo, ampak seveda sem tu potrudil zraven, poleg tega, da bom povezoval aktivacijske dogodke in na takšne in drugačne načine, kot če lahko pomagal vidu, bom tudi kaj pretekel. Ja. Aha, super. Seveda, tvoja vloga je tudi tukaj zelo pomembna. Kakšni dogodki vse se bodo zvrstili v okviru tega projekta? Kakšna bo tvoja vloga, če malo bolj podrobno še opišeš? Ja, imamo 3 aktivacijske dogodke in sicer 4.5. v Mariboru na Poljanah, 5.5. na stadionu Kladivar v Celju in pa 6.5. na Iliriji v Ljubljani. To bo v bistvu dogodek, ki bo združil nekako ljudi, da se tam zberejo, da odtekajo, da naredijo tudi nekaj za sebe dobrega, pa tako za projekt. Hkrati bomo pa tam imeli tudi glasbeno podporo oziroma bom rekel glasbene dogodke, kjer bodo, ti boš še vedel v Mariboru, jaz vem za Celje. Torej, v Mariboru sta to Žan Videc in pa Fresh Band, v Celju bo Leopold I in Runner Band, v Ljubljani pa Žan Hauptmann in Čerček Band. Tudi na Facebooku v bistvu so že ustvarjeni vsi 3 dogodki, torej in mariborski, in celjski, in ljubljanski, kjer pa so vse informacije tudi zapisane. Super. In ljudje bodo tam lahko uživali očitno v res dobri glasbi in hkrati tekli, pomagali tebi. Ivan pa bo jih spodbujal. Ja, in seveda pomagali tudi sebi, ne, ker Seveda. kljub temu, da teka ne maram, je tek zdrav. Je kot rekreacija, rekreativni tek je zdrav in mislim, da se moramo ljudje zavedati tega, da se tudi sami moramo gibati izven teh projektov, ampak mislim, taki projekti so pa ena super zadeva, kjer nekako lahko spodbudimo celotno Slovenijo, da naredi nekaj dobrega za sebe in za druge. Kaj si pomislil najprej, ko si slišal za idejo? Mi da točno vemo, kaj sem Ne, povej iskreno. Rekel sem mu, vid, jaz mislim, da si butl, ampak seveda bom pomagal kakorkoli lahko. Jaz nimam rad tega koncepta nekega ultra teka, pa vse to je meni vse ekstremno, ampak kot poznam, koliko že poznam vida teh par let, vem, da je to njegov način življenja in da ima rad, sicer take ekstreme še ni šel in se tudi ne moreš iti, ker drugače bi se po neki drugi projekt zbral, ne? Če bi že šel to, ampak ja, mislim, da je to zelo, pa ne samo lepa gesta, mislim, da je to nekako, tako je sam povedal na začetku, filozofija celotne Proelium agencije in zavoda se združi v ta en projekt, kjer nekako bo vid kot sicer rekreativni športnik, dejansko se proba poslužiti vseh teh stvari, ki se jih uči v športni akademiji, od kondicijskega treninga, specifičnega treninga, dela s športnim psihologom, nutricionista in vseh ostalih še teh spektrov, ki jih zavzema ta akademija, da si vzamejo tudi on ta znanja, da se pripravijo na ta projekt, ki kljub temu, da je on rekreativec, projekt je na nek način vrhunski, ne? In mislim, da zelo lepo, tako se neko zaokroži vso to filozofijo in da se še to združi z dobrodelno noto, pa seveda top. Vid, kako dalje si ti s pripravami, koliko pretečenih kilometrov je že za tabo, pač spremljam te na socialnih omrežjih, se že lep čas tečeš, oziroma ni to zdaj nekaj novega, povsem novega za tebe, ampak tokrat gre res za ekstreme in verjetno je amplituda treningov drugačna kot mogoče takrat, ko si tekel le zase.
Ja, res je, v bistvu je bilo zelo pomembno ravno pravilno strukturirati celotne priprave, torej od same ideje do zdaj, ko smo slabe 3 tedne oziroma slaba 2 tedna pred štartom, ko bo šel verjetno podcast ven. Mi je bilo zagotovo pomembno, da v začetni fazi naredim res eno močno bazo in preobremenjujem v bistvu same strukture v nogah predvsem, da v bistvu ustvarim to trdnost vezi, tkiv in tako naprej, da v bistvu imam betonske noge, oziroma jeklene noge, lahko rečemo, torej, da res lahko prenašajo zdaj ta volumen, ki ga imam. Govorimo pa zdaj od cirka februarja naprej o nekje med 90 in 120-130 km tedensko. Kje jih nabiraš? Največ tukaj po Mariboru, v bistvu zelo rad tečem po mariborskih gričih, torej sem iz Melja, tako da potem se tam hitro usnem na Melski hrib, pa potem na Piramido, zadaj okrog po Kalvariji, pa v bistvu imam kar nekaj takih poti naštudiranih. Drugače, kar se potiče ravninskih, kar pa tudi primarno večinoma tečem, zaradi tega, ker bo tudi sama trasa več ali manj ravninska. Vse skupaj bo torej na 350 km diagonale, slabi 350, cirka 2700 višincev, kar se mogoče dosti sliši, ampak ko razdelimo to na 4 dele, to ni tako ekstremno, ne? Torej moram se bolj pripravljati na to, da bo trasa ravna oziroma da bo polaganje nog enakomerno vedno na iste točke, zato je tudi treba te točke toliko bolj utrditi. Drugače sodelujem pri fizični pripravi z Alenom Plojem. Z Alenom sem sodeloval že prej v pripravah, generalnih fizičnih pripravah, s punco sva se pripravljala na tekme v Hyroxu in podobno, tako da je Hyrox nekako deloval kot ta bazični del priprave celotnega telesa na volumen, ki bo sledil potem, ki je pač torej zasledil januarja naprej. Zdaj pa sva z Alenom naredila kar tak dober koncept oziroma dober trening plan, in kar mi je zelo všeč pri Alenu tudi, da se posvetuje vedno z ultratekači, torej z ljudmi iz njegovega in širšega kroga, ki mu lahko svetuje, kaj točno tudi narediti potem, da bo kilometrina šla skozi z moje strani. Mislim, upamo, ne delamo na tem. Pred snemanjem si omenil, da je kakšen kilometer več, kot si sprva načrtoval na trasi. Ja. Kako so ti kilometri v bistvu razdeljeni? Koliko se bo na dan teklo, koliko ur pričakuješ, da boš tekel? Zdaj, v bistvu stvar je taka, trase še nisem imel sfiniširane do pred kratkim, pa še vedno zdaj je možnost, da kakšne zadeve malo spremenim. Zakaj? Predvsem zato, ker bomo celotno dogajanje zajeli tudi v en dokumentarni film, ki bo v bistvu potem zajemal ne samo tek, ampak dejansko celo zgodbo, ki jo hočemo s Kilometri za prihodnost predstaviti. In smo še v procesu v bistvu finaliziranja tistih zadnjih dogovorov, ne? Ker film sam bo predstavil torej neke vrste, lahko rečemo, športno razglednico Slovenije. Sodelujemo in s Slovensko turistično organizacijo in Slovenija Outdoor in s posameznimi občinami in podjetji po celotni trasi, ki delajo pa nekaj več, recimo, ali pa ki delajo nekaj posebnega na področju dostopnosti do športa, tako za mlade generalno, torej generalno razvoj motorike in športa v občinah, v regijah, in pa tisti, ki delajo nekaj več, recimo, za vrhunski šport. Tako da zdaj v bistvu še usklajam določene točke za potencialne postanke ali pa krajše zavoje iz poti, pa tudi šel sem v zadnjih tednih dosti na teren, pretekel večino trase že in v bistvu poiskal neke dele, kjer bi lahko v bistvu se umaknil iz asfalta in tekel po makadamu, ne. Torej že zaradi tega, da malo oblažim pritiske na sklepe, na mišice, na vse skupaj, je vseeno bolj prijazen telesu tek po makadamu ali pa kakršnikoli drugi mehkejši obliki kot pa po asfaltu, ne. Same etape so razdeljene torej na 4 dele. Prva etapa je Hodoš-Maribor, torej v bistvu štartam čisto na čelu naše kokoške in potem grem skozi Mursko Soboto, Radence, Sveto Trojico, pa v bistvu potem zaključim v Mariboru pri Stari Trti. Naslednjo jutro začnemo na glavnem trgu, nekje ob 6 uri zjutraj najverjetneje, pa me potem pot pelje mimo Slovenske Bistrice, skozi Vojnik, Celje. Ta del recimo bo zelo zanimiv, ker bo lahko velik del po makadamu, torej od Celja do Šempetra, ob Savinji, pa potem zavijem v bistvu do gostilne, torej v smeri Grofa, pa potem zaključim na Trojanah. To noč bomo prespali potem pri Grofu. Pol naslednja etapa je od Trojan do Postojne, gremo skozi prestolnico. Bo tudi zanimivo, torej ta del še moram v bistvu preteči oziroma točno strasirati. In zaključimo v Postojni. Ja, v Postojni bo tudi, sem ravno včeraj imel te finalne dogovore še, tako da bojo tudi vključeni lepo v zgodbo.
in pa zadnja etapa potem Postojna Piran. Tam se še samo spuščaš. Ne? Ja, ampak ti moram... Stresiram, ko bi se z avtom moral peljati. Ja, valjda. Kolikih na štartnem bo gužva, ne bo. V glavnem, ja, kar me tudi zelo veseli, da se mi bodo na vseh etapah priključevali tudi slovenski ultrašportniki. Po eni strani zato, da mi olajša samo pot, da kako rečemo tudi po poti, da lahko tudi kaj poprašam o njihovi poti v športu. Ne. Pri ultrašportnikih je tudi zanimivo, da večinoma dosežejo svoje vrhunce po 30. letu, zato ker pač je to proces, izkušenj, pa tudi trjevanja telesa, da v bistvu si sposobni take podvige večkrat letno izvajati ali pa tudi generalno te cikle priprav izpeljati na ta način. To so večinoma tudi ljudje, ki zraven športa hodijo tudi normalno v službo in tudi v vseh primerih, mislim, da bo tako, da se mi bodo pridružili po jutranjem delu, ne, nekje na trasi. Ja, v bistvu, jaz mislim, da bo zgodba zelo zanimiva, no, pa jaz mislim, da bom ugotovil marsikaj o samem sebi tudi tekom te poti, no, ker bom imel kar nekaj časa za debato s samim sabo. Verjamem. Kilometri za prihodnost imajo pač sporočilo, ki ga je razložil Vidži na začetku. Ivan, kot športnik, kako pomembno je, da imajo mladi športniki v času svojega razvoja takšno podporo, kot jo želi nuditi Proelium tem mladim? Ključno je to. Velikokrat opažamo, vsaj v Sloveniji, ne samo v svojem športu, tudi v ostalih športih, da imamo vrhunske mladinske tekmovalce, kjer osvajajo res največje medalje in potem se nekako porazgubijo skozi člansko kariero. Nekateri, ki so pripravljeni, oziroma predvsem, ki so starši pripravljeni narediti nekaj več, pa vlagati, pa podpirati, da pridejo do nekega članskega tudi rezultata, tistim lahko potem rata, ne. Takrat enostavno je tak, nekih sponzorjev, nekih sredstev, dokler nisi res prepoznaven, je težko dobiti, ne, tudi takrat. Tako da je res večinoma potem večji del te mlade športne kariere, pa tem tudi mlade članske športne kariere na plečih družine. In finančno je to velik zalogaj. In katerikoli šport si izbereš, ko začneš iti proti neki vrhunskosti, se stroški povečujejo. Kljub temu, da tvoj šport, na primer moj šport, je na začetku zahteval samo kimono in, oziroma dobok, kot mi pravimo, in mogoče copate, pa še to ne, je potem se začne oprema, je najmanjši strošek potem. Potem so tu potovanja, tekme, priprave, psihologi, nutricionisti, prehrana, masaže, regeneracija, vse to nanese kar velik strošek, potem ta karijera vrhunskega športnika in mislim, da je dosti mladih bilo, pa še bo, ki bi rabili mogoče nek mali push takrat v tej karieri, ko se lomi, ko se ponovadi, to je takoj po srednji šoli, ta prehod v člansko kategorijo, eni se šolajo, eni hodijo na faks, ti se posvečaš športu, nimaš nič od tega in to je res, bom rekel, tako težko obdobje mentalno za mlade športnike. Zato je ta projekt meni vrhunski, ne. Tudi ne samo to, da se pomaga tem mladim športnikom, ki težijo k vrhunskosti, tudi da se pomaga mladim športnikom, ki si pa enostavno res ne morejo privoščiti osnovnih zadev, ne. Tudi ti rabijo, mogoče ne bo nikoli vrhunski, ampak šport, jaz gledam, v mladih letih ne sme težiti k vrhunskosti, ne. Se mora težiti k nekemu zdravemu razvoju, tako fizičnemu kot mentalnemu, in pa potem, če to preraste nekaj več, pa da lahko se tudi tu nekako pomaga, ne. Ti je manjkalo kdaj kaj takega na poti tvoji, ali si imel podporo, ki si jo želel, ali tega biti celo niti ne veš, ko si v času športnega razvoja, torej neka podpora? Pa ja, jaz imam veliko srečo, da sem imel doma tako podporo, kot sem imel, da so verjeli v mene, da je ta športna kariera, ki jo sem jo začel graditi, rečemo 2009, ko sem postal evropski prvak do 21 let. Jaz sem takrat začutil, da to je pa jaz se lahko počel na nekem višjem nivoju, ne. Vedno je bila želja, že od malega, se spomnim pri 10, 11, 12 letih, so me enkrat vprašali, kaj so cilji, jaz nekaj želim iti na olimpijske igre. Pa se spomnim mojih sotekmovalcev, da tako malo naredili, se nasmejali, ne. Ampak meni je bil takrat cilj taki in dobro, izpolnil sem ga, ne v popolnosti, ampak bilo je pa, potem sem si to pa bi jaz se ukvarjal, ne. Seveda, začneš prvo na faks še iti zraven, pa vse. Potem pa so začeli tudi članski rezultati prihajati, nekako pa
te podpore nisem imel in tu sem bil res, imel neko tako krizo, kaj narediti, kako dalje, ne. Se pravi, nastopil sem v Londonu na olimpijskih igrah, bil sem evropski podprvak članski, bil sem tretji na svetovnem prvenstvu. To so bili res top rezultati, ne, in tudi takšni rezultati, ki jih še doben prej v Sloveniji niti ni osvajal v tekvandoju in nimam pa nič od tega, ne. Niti štipendije več nimam, ker se nisem vpisal, oziroma ponavljal sem letnik, ali sem bil, ne, takrat nisem bil vpisan več na faks, posvetil sem se temu, kaj zdaj, mislim, na kavo ne morem iti s kolegi, ker moram reči ateju pri 22 letih, da mi da 20 € za kavo, ne, ali pa mami. Jaz sem potem to srečo, da sem zaradi svojih rezultatov dobil možnost zaposlitve v slovenski policiji, oziroma v javni upravi. In še vedno sem tam zaposlen in sem jim neizmerno hvaležen za to možnost, ker verjetno bi moja kariera šla totalno v drugi smeri, če bi sploh šla v kakšni smeri, če ne bi dobil te možnosti zaposlitve, ne. Tako da sem vesel, da na nek način država tudi dela v tem smislu, ampak se pravim, bilo pa je tu od 2009 do 2014, ko sem se zaposlil, bilo 5 let tega nekega negotovosti, sicer na začetku še, ko sem se šolal, štipendija, ampak pa se še to nehalo. Je pa bilo, bom rekel, potrebno, ne, jaz nisem mogel biti, ko sem začel 2-3 na dan trenirati, nisem več mogel biti prisoten na faksu zraven, nisem mogel niti tudi, če bi to bilo površno, ne, in zato mislim, da bi, če bi mogoče takrat že imel to neko vrsto podpore, pa ne samo govorim samo o finančni, govorim o celi tej športni akademiji, ne, ki bi po moje drugače potekala moja kariera. Mogoče ne nujno boljše, ampak zagotovo bi se pa hitreje začele neke stvari spreminjati, ker ko sem rabo, ne, ker jaz sem imel neko visok boom pri dokaj mlad, ne, tam pri 22 te rezultate, potem pa rečemo 3-4 leta je bila moja kariera stagnirala, ne v zatonu, ampak stagnirala, ne. Če bi jaz že takrat vedel, da je fajn delati s športnim psihologom, da je fajn malo graditi tu svoj osebni brand, sploh danes v tej poplavi družbenih omrežij, ker bi mi potem še dosti stvari olajšalo, ne, bi mi bilo zagotovo lažje moja športna kariera. No. Če bi šel v Jokera, recimo, že leta 2011, ne? Ne bi šlo, ker takrat pa nisem imel vsega tega znanja. Ja, vsega. Dobro. Kako pomembno je recimo za akademijo, da prihajajo v akademijo tudi ljudje, kot je Ivan, kot je Tava, tu je Marko Stavareš, kot je Rok Možič in lahko v bistvu mladi športniki, ki jim vi pomagate, dobijo znanje pa izkušnje iz prve roke. V bistvu en izmed stebrov torej v športni akademiji je ravno to povezovanje z vrhunskimi športniki, ne, da tudi mladi razumejo, da lahko to njim koristi na več načinov, torej ne samo zato, da naredijo z njimi selfije, pa to objavijo na družbenih omrežjih, pa ima to nek efekt na njihove sledilce, ampak predvsem to, da imajo možnost se z njimi pogovarjati. Torej vedno, ko imamo ta druženja v živo na športni akademiji, skoraj na vsakem takem srečanju je tudi en obiskovalec, ki je v bistvu vrhunski športnik, zdaj je to znotraj naše agencije, ali je to nek zunanji športnik, načeloma za nas oziroma za otroke nima veze oziroma za mlade športnike. In tisto je potem neka priložnost, ker lahko oni v obliki podcasta ali pa intervjuja recimo odprtega z temi športniki debatirajo, ne, in jim tudi pridobijo ogromno nekih znanj. Tudi enkrat mesečno imajo potem javljanja z najrazličnejšimi slovenskimi uspešnimi športniki, spet da jim lahko konkretno postavljajo vprašanja in dobivajo specifične odgovore na svoje vprašanja. Torej, celotna poanta akademije je, da se mladim športnikom olajša ta pot, katero so pa mogli recimo športniki, ki so zdaj kova recimo Ivana in Glorija in tako naprej, Glorija Kotnik, iti skozi recimo res, lahko rečemo, trnovo pot in da se jim to olajša. Vsi vemo, da marsikaj se moraš naučiti na lastni koži, da te res nauči, lahko ti slišiš, pa potem si misliš, okej, v mojem primeru bo drugače, ampak v večini primerov se potem zgodbe kar ponavljajo, kot lahko vidimo iz prakse v slovenskem športu oziroma generalno v športu, no. Teda jaz mislim, da je to ena najpomembnejših točk v akademiji, da imajo to priložnost, da govorijo z vrhunskimi športniki. In tudi vedno znova se trudimo, da dobimo na pogovor športnike, ki pa krojijo recimo sam svetovni vrh ali pa evropski vrh na najrazličnejših področjih. Ivan, katero vprašanje ti največkrat dobiš, katero se najbolj pogosto ponavlja? Na pogovoru z mladimi športniki.
Različno, odvisno, ker ponavadi se vključujem v online srečanja, ker imamo neko tematiko. Sprašujejo predvsem povezovanje šola in šport, Okay. kar jim težko odgovorim, ker nisem imel težav v šoli nikoli. Ampak mislim, da se to res najbolj pogaja, kako uskladiti treninge in šolo. Zelo pogosto mislim, da je tudi psihična priprava, ne, torej na tekmo, umiriti se, take zadeve. Tako, ja. Kako se soočati s pritiskom. Ne vem, če se spomnijo tvojega govora, pogovora s Simonom Šparovcem iz olimpijskih iger. Mislim, tudi to je zaznamovalo nekako tvojo medijsko podobo. Mogoče sem si jaz to tako zapomnil, ne vem, ampak znal si biti iskren si tudi v ostalih pogovorih z novinarji. Tudi ta medijski nastop, recimo tvoj kot športnika, je zelo dober, tudi o tem govorite? Sicer se jaz tega še nisem dotaknil z njimi te teme, Okay. ampak verjamem, da mogoče na zadnjem v Žalcu, ko smo bili, so me malo vprašali, dal sem jim par nasvetov, kako se lotiti. Imeli so en kao podcast varianto, kjer so malo vadili. Ja, tako je. Ljudje začutijo, če ti fejkaš. Vsaj se meni zdi tako. Jaz tako opazujem ljudi, ki gledajo, in že vse način govora, kako ti oči bežijo, mogoče neke besede, ki jih ne uporabljaš v normalnem pogovoru. Rekel, to vse nekako nakazuje na nekaj, da ni, in se težko ljudje tudi poistovetijo s tabo. Na začetku svoje kariere sem jaz imel tudi problem. Ko sem dobil mikrofon pred usta, je bilo zelo sem zadovoljen s svojim rezultatom, opazil, da slovensko govorim vse. Potem sem pa videl, da nima smisla, da jaz sem taki, ko sem, in če me kdo hoče imeti rad ali pa podpirati ali pa se poistoveti z mano, se bo lahko samo, če sem taki, ko sem. Če pa ne bom, pa zagotovo ne bo dobenega neke povezave med tabo pa in nekim gledalcem. Tako da ja, tudi ne, da sem imel kakršne koli moči po olimpijskih igrah v Tokiu, da bi ta pogovor speljal drugače, ne. Ampak ja, čustva privrejo na plano, kaj naj rečem. Jaz ne sramujem se tega, bil je to res eno najbolj čustvenih dogodkov v mojem življenju. Nažalost je bilo negativno, jaz mislim, da če bi zmagal tisto borbo, bi ravno tako videli solze na kameri, ampak v drugačnem smislu. Jaz sem na kurju koža zdaj, ko se spomnim, ker Ja. res je bilo malo, ne, To je nekaj, kar sanjaš od malih nog, kar sem se sploh zavedal, da treniram šport, ki je olimpijski in da lahko grem na olimpijske igre, sanjaš o tej olimpijski medalji. Pri meni je to bilo enih 15-16 let. Ne? Ni to zdaj vsak dan, jaz bom olimpijski, ampak je prije ti včasih take male zadeve. Stuširaš se, pa si gledaš v gledalo, pa se malo predstavljaš, kako bi se jaz razveselil, če bi dobil zlato olimpijsko medaljo. Res, take zadeve ti grejo v glavi včasih. In pol, ko si tako blizu in se to naredi res, padeti v vodo sploh zaradi tega, ker veš, kaj te čaka, če boš hotel to ponoviti oziroma priti tako blizu. Ne. Čakajte potem vsaj 4 leta trpljenja na vseh možnih področjih in to je potem tudi. Pa veš, kaj vse je za tem bilo. Ne. Od raznih poškodb, treningov, krivic, tudi dobrih stvari, in pol se to vse zbere v teh 30 sekund pogovora in tako pa to zgleda. Vidi, kako bi ti kot profesionalec z tega področja, vseeno si z področja športnega marketinga magistriral, če se ne motim, oziroma študiral si to v Avstriji, ne? Kako bi ti ocenil ta njegov nastop takrat iz olimpijskih iger, ko je bil tako blizu olimpijske kolajne, in pa nasplošno v bistvu, kaj svetuješ ti kot nekdo, ki sodeluje s športnikom, kako naj rokuje z medijskimi delavci, kako naj rokuje z medijskimi delavci, kako naj sodeluje v bistvu v medijskih nastopih. Jaz mislim, da tako Ivan že zelo dobro povedal vse skupaj. Ne? Pač ključno je tukaj, da najdeš tisto sredino med profesionalnostjo pa pač samim sabo. Ne? Torej, da daš občinstvu oziroma gledalcem dovolj sebe, da začutijo tvojo energijo, tvoje čustva, tudi pomen samega dogajanja tebi osebno. Po drugi strani pa pač seveda ohraniš profesionalnost na ta način, da ne vem, se zadržiš določenih
ne vem, izjav ali konkretnih besed, ki ne bi pač sodile recimo v javnost oziroma v medije. Ampak jaz mislim, da je to stvar, ki jo potem res z prakso relativno hitro osvojiš in mislim, da je tudi to super, da delamo konkretno take zadeve z mladimi športniki, torej recimo, da jim damo že na prvem srečanju prve delavnice, torej tisti prvi intervju, ki ga oni naredijo in potem naredimo v bistvu na zadnji delavnici ponovno isto zadevo, ne? Torej spet prvi intervju in da vidijo tudi sami to razliko, veš, ker se dosti pogovarjamo tekom samih izobraževanj oziroma samih delavnic o tem skozi celo leto in razlike so potem res prav zanimive, no, zdaj spremljati. Športni novinarji včasih nimamo nekega širokega nabora vprašanj, se tega zavedajo, mislim, oziroma jim je predstavljeno, da včasih pač morajo tudi sami dati zgodbo ven, ne, mislim. Ja. Mislim, ključno je sigurno tukaj, sem prepričan, da me lahko tudi Ivan potem dopolni, če bom karkoli zgrešil, ampak vedno jih probamo usmeriti tako, da se za določena vprašanja, ki se ponavljajo, probajo pripraviti nek odgovor naprej, torej da jih ne bo presenetilo. Ne? Torej, to so lahko besede, ki jih pač v bistvu samo premetavaš in sestavljaš in si v bistvu s tem olajšaš tisto tremo prvega ali pa drugega vprašanja. Se potem prideš v tok govora in potem je lažje, ne, ko začneš debato z športnim novinarjem. Ampak mogoče tiste prva vprašanja, kako ste zadovoljni s svojim nastopom in tako naprej, da ni potem samo ja ali pa ne, ali pa v redu ali pa slabo, ampak da torej daš malo mesa, po domače malo vsebine, da se tudi lahko razvije potem neka debata. Ne, kaj ti dodati? Ja, se strinjam, mislim, jaz nimam problema govoriti več očitno. Jaz rad povem se, težko je v situacijah, kjer, mislim, ti intervjuji so najbolj zahtevni v situacijah, kjer se misliš, da ti je zgodila krivica. Ali če se ti je realno ali ne. Ker takrat si poln čustev in nabit si s čustvi in tisto, kar hočeš povedati, veš, da ne smeš povedati. Vsaj ne na televiziji oziroma tako. In potem prihaja do teh nekih odgovorov. Ja, sem zadovoljen. Kratkih, ne. Takrat so dobre potem neke te stvari, bom rekel, ne naučene, ampak vsaj malo pomoč, da skozi pogovor, potem tudi malo se ta jeza vedno bolj popušča, pa potem se bo pogovor lažje steče. Sicer pa te izjave so načeloma po samem nastopu kratke in tako si rekel, to so, kaj je bilo, zakaj to, ne, tudi sam sem rekel enkrat v enem intervjuju, ker je ta, bom rekel, stereotip, da smo športniki neumni, ne. Res je, da pa na primer nogometaši, ki so najbolj izpostavljeni medijsko, ne, dobijo 2-krat, 3-krat na teden identično vprašanje, ne. In kaj bojo oni drugega govorili, to nimaš kaj se, ne vem, da njih še tudi več trenirajo, ker so bolj v medijskem prostoru oziroma imajo več, ne, in ti ne moreš tople vode odkrivati na polčasu, zgubate 1-0, kaj boste zdaj naredili? Ja, kaj bomo naredili? Bomo pravili 2 gola, pa da zmagamo 2-1, ne? To je dobro razgovor, drugače. Ne? Ja, mislim tako, da so ti neki aparati, ki ti lahko pomagajo pri nekaj zadevah, ampak mislim, da vseeno, jaz osebno se nikoli ne pripravljam na noben intervju, včasih mi kdo reče, me lahko pošlje vprašanje, prečem, da ne rabim, ker res nisem zadržan človek, sem dosti odprt, rad govorim in tudi vprašanje, če me preseneti slučajno, mi je zanimivo, ker danes moram malo razmišljati in povem tisto, kaj je na prvo in ponavadi je tisto, kar je na prvo, je potem tisto, kar je res oziroma iskreno. Zaradi ene tvoje, zdaj lahko povem, po moje, zaradi ene tvoje izjave, smo dobili restrikt na Facebooku, torej jutro po tem, ko si zmagal Jokerja, smo objavili novico MMC-ja, v kateri si rekel, da si pač nekako razbil stereotipe na tem YouTube tega banal, čefurjih, policistih in športnikih, ne, svojo splošno razgledanostjo. In to sem dal seveda v opis na Facebooku, ko smo delili novico, ne. Sovražni govor. Ja, tako, ne. Pa verjetno zdaj čefuro, ne zdaj policistov, ne? Ja, kaj te zdaj? Ja, to mi ne. Ne vem, no, ampak res dobre izjave, no, včasih očitno preveč dobre. Pri teh izjavah, ne, nogometašev, ne, sem opazil pa, da včasih pa, če nekdo preveč pove, ne, ga pa zopet grajamo, ne, tako da tanka je ta meja, kdaj je potem javnost zadovoljna s tistimi odgovori, ne, ampak kot medijski delavec pa mislim, da sem najbolj vesel, če je nekaj mesa, ne, razumem, to je dobro vedeti, prvo, drugo vprašanje
nekaj enostavnega, preprostega, da se športnik upelje, potem pa gremo na zgodbo in fajn je biti, kot si Ivan ti rekel, da ne fejkaš, da si čim bolj sproščen. Mogoče ideja, ne? Bo čas v vseh teh kilometrih čez Slovenijo za kakšen kviz strani Ivana. Mogoče samo, da mu razbijem, ko bo padal v ta, rekel, limbo svojih misli, pa se bo vrtel tam Samo enem prosim te, da bo 50, enostavno. 60 km, pa samo prijem, pa ga presekam, samo toliko, da se, kam mi ti govoriš? Samo bomo, prosim, imela osnovna vprašanja, ker bomo ena... Ja, veš kaj, tak je kompleksni. težje vprašanje, kot ti dan več boš razmišljal o tem in manj boš razmišljal o samem teku. Ne? Več kilometrov bo minilo med Tako da ja, preden ti Smišljal odgovor. skapiraš. Kar, Ne, ampak ni pa slaba ideja, res. okay. Spomni se na mene. Ko me bo spraševal, da je ena. Od mene preklinjaj. Kako bo izgledalo to dejansko potem logistično, torej ti seveda v copatih tenskih, vi pa z njim v avtu, kak je v bistvu to? Ja, v bistvu bo tak, me bo spremljevalno vozilo, torej v bistvu avtodom, ki bo stal na vsakih 5 do 7 km, torej da ne bo delal zastoja po cesti, čisto enostavno zaradi tega. Na vsakih 5 do 7 km, torej jaz pridem do avtodoma, si vzamem, ne vem, zamenjam bidone, vzamem kaj za jesti in tako naprej, pač ključna zadeva definitivno bo tukaj, da zaužijem dovolj kalorij tekom celotnega teka, torej 4 dni zapored. Torej ne sme biti deficita, ker ne da ne bi preživel tistega dneva, naslednji dan bo potem težava. Ne? Tako da je pač največja, mislim, en ključnih treningov je tudi treniranje prebave oziroma želodca, da bo vzdržal taki vnos kalorij tekom teka. V samem avtodomu bo potem tudi ekipa, torej od fizioterapeuta do, ne vem, Katja Perkovič, torej moja partnerka, ki bo vključna podpora mentalna in potem skrbela tudi za hrano, oče, ki bo vozil avtodom, Jan Ternjak, ki bo skrbel za vse zadeve vezane na partnerja in tako naprej, social media manager, pa potem imeli še dodatno vozile, ki pa bo v bistvu skrbelo za multimedijske zadeve, ne, torej za snemanje, za slikanje in tako naprej, ki bo pa potem bolj dinamično in ne bo tako vezano na moje postanke, recimo, lahko rečemo. Ne. Potem pa sami dogodki, recimo, pa ne bojo vezani na traso. Torej, dogodki se bojo vsak dan začeli šele ob 4 uri popoldan, Logično. torej po službah, po šolah in trajali 3 ure do 7 ure. In tja v bistvu jaz nikoli ne bom prišel. Torej, nisem si želel narediti tega pritiska, da bi zdaj jaz mogel v bistvu do 4 ure vsak dan zaključiti, da lahko potem pridem na dogodek. Jaz dejansko, ko pridem v cilj, se začne moja regeneracija tistega dneva. Ne. Pomeni, da torej predvidevam, da bom tek trajal poprečno nekje med 10 do 12 ur dnevno. Pomeni, da če štartam ob 5 zjutraj, sem v idealnem primeru 3-5 popoldan nekje na cilju in potem imam 2, 3, 4 ure časa, da v bistvu naredim vse za regeneracijo, kar je možno, se primerno najem, ne preveč, ne premalo, potem pa čim prej spat, da se v bistvu noge sestavijo, pa glava, da lahko potem naslednjo jutro spet štartam. Kaj pa lahko ješ? V bistvu, mislim, rabiš veliko količino kalorij, hkrati pa moraš paziti na prebavo. Kaj je sploh primerno? Načeloma različni hidrati, torej pa tudi nekaj dosti omakrano, zaradi tega, da ne razdražijo v bistvu prebave. Teda to je večinoma, ne vem, riž s piščancem, krompir, testenine, v bistvu stvari, ki jih že zdaj konstantno pač preverjam. Ne. Torej, večino mojih treningov zdaj začenjam na polni želodec, torej se res konkretno najem pred treningom, ravno da simuliram to, kako bo delovalo potem vse skupaj, ko bom jaz sit tekel. Ne. Pa potem tudi zdaj, recimo med treningom, ne vem, zdaj, ko zaključimo, imam 15 km, prvo bom nekaj pojedel, potem grem teč in ne vem, po 10 km moram zaužiti, ne vem, rekel čim več, ampak ne vem, eno ploščico pa en gel, recimo, da pač spet simuliram to, da je dodatni vnos, ne, ker gre v bistvu za obremenitev črevesja, ne, konstantno in načeloma deluje telo tako, da ali so aktivirane mišice, torej fight or flight mode, ne, torej beg ali boj, ali pa je v bistvu ta drugi del živčevja, ki pa je v bistvu odgovoren za regeneracijo pa za prebavo. Jaz pa mogo imeti v bistvu sočasno aktivirano oboje, da ne bom sprazno goriva. Drži, ne? Ionis. Drži. Tak zlajk. Vi se da se res podrobno pripravljate. Sedaj pravim, vrhunsko se pripravlja na ta projekt. Ja, mislim,
Se tudi druga ti ne preostane načeloma. Tudi če bom jaz naredil vse, bom naredil vse, da bi na papirju lahko pretekel skozi, pa še vedno bo vprašanje, če bo pač uspela zadeva. Ne? In to je bila tudi poanta, torej, da celoten projekt nastavimo tako, da tudi če meni ne uspe, načeloma cilje projekta izpolnimo, razen pač mojega osebnega cilja, ki je prečkati Slovenijo. Ne? In ti cilji so potem, tako kot sem že prej rekel, torej, da ustvarimo ta nek sistem za podporo mladim športnikom, ki se na tisti zadnji stopnički, da postanejo vrhunski, pa v bistvu ta cilj, ki ga je pa Ivan izpostavil, ki pa je v bistvu splošna podpora otrokom za dostop do športa. Ne? Torej, da res ni šport privilegij, ne? Torej, da ustvarimo okolje, v katerem je talent, pa volja, pa želja na koncu koncev po ukvarjanju v športu tista, da je v bistvu se lahko otrok ukvarja s tem in doseže na koncu koncev lahko nekaj v športu. Zraven tega pa da še aktiviramo Slovence, da tečejo tako z mano, kot kjerkoli po Sloveniji, kot na aktivacijskih dogodkih, kjer jih bojo zabavali, tako sem že prej rekel, torej različni bendi. Imeli bomo tudi na vsakem dogodku pacer tekača, torej tempo tekača, ki bo simuliral tisto dnevno etapo mojega teka, torej tempo, ki sem ga jaz na tisti dnevni etapi tekel. To je v sodelovanju z Garminom. Me bo to zastavico, tako pač klasično na maratonih. Tempo, ki ga bom ciljano tekel, je nekje 6 minut na kilometer oziroma 10 km na uro. To pomeni, da bi mogel za najdaljšo etapo, ki je v bistvu druga, torej prva je dolga cirka 85 km, druga je 97 pa pol, zdaj po novih kalkulacijah pa je bilo višeno, da je 92. Tretja je, mislim, da nekih 85, zadnja pa je potem 72, 73, nekaj takega. Tako da, ja. Ne gre nikjer to malo čez. To je čez koliko se da. Ne? Ja. In to je tudi problem, načeloma smo iskali neke poti, ki bi bile ki bi bile bližnjice, ki bi recimo lepo Makedamu, ki bi zmanjšale to udarjanje na kolena, na gležnjo, na sklepe generalno. Ampak športu ni bližnjice. V bistvu je glavna cesta, največja bližnjica, to je problem, ker je ta diagonala, ki je dejansko optimalno seljana. Vse poti vodijo v Rim, ne, se niso... Ne. Ko so planirali to, pa mati Terezijo, to ni bila neumna. Baj. To bo več vedel naš znalec. Kdo je gradil te ceste, kdo je gradil, kdo je trase zastavil? Zastavo? Ja. Bom pogledal, nisem še tako podrobno šel. Ivan se namreč pripravlja na novo sezono lovca. Nekaj smo že omenili, predno smo začeli snemati, kdaj so snemanja. Upaš, da se ne prekrivajo z... Ja, plan imamo, da maja začnemo snemati prve oddaje. Ja. Bom rekel, ne vem še, kdaj bo šlo veter, pa to, tako da. Ampak ja, na polno se pripravljamo tudi na tem področju. Vsi trije lovci, komaj čakamo, mi smo se pogovarjali. Zelo zanimiva zadeva, mogoče najbolj zanimiva zadeva, kaj sem delal v življenju, ampak izredno mentalno naporne po snemanju. Boljše ako uro, dve, da me nič ne vpraša, da sem čisto v tišini. Neko neki drugačen način, spet ne, tekmovanja. Zdaj, nisem neumen, vem, da se moja kariera približuje koncu, tudi če še ni končana, ampak da bo to je lahko jutri, lahko pa čez 2-3 leta, ampak je v jeseni, če že ne malo v zimi. Tako da mi je zanimivo, oziroma sem vesel, da sem našel tudi še eno to, rekel, tako, pa ni niša, to je, da sem svoj hobi nadgradil v nekaj več in da lahko to delam in načeloma tudi tekmujem, ker tekmovalen pa sem to pa izredno. Naslednje olimpijske igre, kako dosegljive so? Kako dosegljive so? Ja. Če kupim letalsko karto, pa karto za gledati, zelo močno dvomim, da so dosegljive meni kot tekmovalcu. Res je, da bo veliko odvisno od evropskega prvenstva, ki ga imam takoj po Vidovem projektu, oziroma našem projektu 11. maja v Münchnu. Tu bom videl malo bolj, kak je situacija. Koliko sem še sposoben, koliko mi manjka do najboljših, ker dosti nerealen, oči si ne bom mazal, da lahko, pa še potem ne nateral, ampak če vidim, da bo dokaj uspešno na to evropsko prvenstvo, pa mogoče 2 leti še stisniti. Vsaj za probat ni greh, ne, da si ne bi karkoli očital, ko bom starejši, ampak v tej fazi, ko sem zdaj, so nedosegljive, realno. Zanimivo. Ja. Mogoče te pa
video tek motivira tudi za München in kasneje. Ne? Ja, mislim, definitivno nam več teko, to ti kar zaoblujem. ampak bom pa jaz nikoli nisem šel na tekmo, da grem pa samo, da se pokažem zaradi tega, ker moram pa zaradi tega. Jaz vedno probam zmagati, tudi če sem bil poškodovan ali če sem bil dobro pripravljen ali slabo pripravljen. Tako tudi za to evropsko prvenstvo bom šel, bom rekel, dobro pripravljen. To bomo potem videli. Sem pa dosti realen, da vidim, naprimer, ne glede na rezultat, lahko je rezultat proti tekmovalcu, 2-0, pa jaz vidim, da niti blizu nisem bil, ne. Lahko pa rezultat, 5-6 razlike, ampak vem, da je bilo, ker so bile moje napake, pa vse to, tako da glih te bore proti najboljšim, to me najbolj zanima. Še vedno. Super. Kako se boš odrezal, bo verjetno zapisano večer, sploh če bo dober izid. Vsekakor bomo pa poročali tudi o akciji Korakov za prihodnost, zato vabljeni, da berete večer in seveda, da sledite platformam Proeliuma, zato ker delajo dobro delo za slovenski šport, za prihodnost slovenskega športa. Vidim, Ivan, hvala. Verjetno vaju oba čaka trening zdaj. Res je. Ja. Kaj slabo vest. Vi pa to poslušate za vikend, mogoče to za vse nas ena spodbuda, brca v rit, da se spravimo na noge, kaj odtečemo. Mimo grede še za konec, kako lahko vsi mi pomagamo pri akciji. Tako, torej, vse skupaj vabim, da obiščejo v bistvu spletno stran kilometri.si. Tam je v bistvu vse skupaj zelo podrobno predstavljeno, sami cilji projekta, odštevalnik časa, ki me vsak dan, ko odprem spletno stran, lepo spomni, koliko še imam do štarta. Še to si naredil. Torej, predstavitev vseh dogodkov, vsi bendi, ki bodo nastopali, vse v bistvu, kaj se bo dogajalo. Tako da, mogoče stvar, ki še je za izpostaviti, torej striktno ločimo vse donacije in vsa sponzorstva, ki jih prejmemo, torej sponzorstva so namenjena zgolj in samo izvedbi projekta, medtem ko donacije pa so usmerjene direktno torej v sklad donacij. Tukaj tudi sodelujemo z platformo Truhoma, ki velja za eno najboljših filantropskih, torej najbolj preglednih filantropskih platform na svetu za takšne zadeve. Tako da je, kar se tiče dobrodelnosti in transparentnosti, res popolnoma jasno, kar se tiče donacij. Teda v bistvu za podporo projekta ali za tekom, ali za donacijami, ali za sponzorstvi, ali pa dejansko samo, da govorite o projektu, bo že ogromno pomagalo. Tako da, hvala. Super, tudi mi bomo večkrat spomnili na projekt. Hvala vama, da ste prišla. Hvala tebi. Lep vikend, lep dan. Vi pa ostanite z nami še kakšno minuto ali dve, da izveste, kaj prinašamo v večeru v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, v soboto berite. Pred prelomnimi volitvami na Madžarskem sta novinar Jon Knez in fotoreporter Robert Balen obiskala Budimpešto, kjer sta se udeležila konvencije ob obisku ameriškega podpredsednika J.D. Vansa pri Viktorju Orbanu in shoda njegovega protikandidata, ki bo v nedeljo najbrž požel zmagoslavje, Petra Madžara. Na Madžarskem je vzdušje napeto, politični sistem pa v globoki krizi, a upajoč na boljše čase. Ste vedeli, da ima Slovenija svojo populacijo delfinov? Še nedavno tega niso vedeli niti biologi. Danes imamo enega najmočnejših centrov za raziskave delfinov v Evropi. Biolog Tilen Genov je začel raziskave z dedkovim daljnogledom, danes je sourednik znanstvene revije o morskih sesalcih, svetovno priznan znanstvenik ter vodja društva, ki zaposluje 6 ljudi. In kaj ogroža kite in delfine danes? Pogovarjala se je Andreja Kutin. Vsaka 4. ženska ima težave z duševnim zdravjem po porodu, a se o obporodnih stiskah še vedno premalo govori. Duševno zdravje mam je pomembno, zato so na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani pred kratkim odprli enoto za mame in dojenčke, kjer lahko odslej med zdravljenjem mame in dojenčki ostanejo skupaj. Zakaj je to pomembno, se je s sogovornicami pogovarjala Franja Žižt. Kaj pa v nedeljo? Lucija Čirović ni le slovenska stand-up komičarka, igralka in nenazadnje ventriloquistka, je resnično vsestranska oseba. Njena vloga čistilke v TV Dober dan pa ne bo nikoli pozabljena, piše Sonja Javornik. Čeprav svet Madeiro povezuje s Cristianom Ronaldom, domačini pravijo drugače. In otok živi po svojih pravilih, daleč od blišča svetovnega nogometa. Tam je bila Sanja Verovnik.
Poročna sezona 2026 je osvobojena pravil in trpljenja v lepotne namene. Gre za poklon mladoporočencema in njuni edinstveni ljubezenski zgodbi, pa je na stranih mode popisal Denis Bende-Živčec. In še preblisk Johna A. Schindlerja, ameriškega zdravnika, za konec. Vsak človek čuti potrebo, da ga ima kdo za pomembnega in da počne kaj koristnega. Lep vikend želimo.